V tem obdobju bo sploh še bolj pomembno, da bomo imeli čim boljši imunski sistem. Lahko ga krepimo na več načinov. Eden je tudi s pomočjo registriranega zdravila iz ameriškega slamnika Echinafors. Ja, pozdravljeni. Seveda, ko govorimo o imunski odpornosti, imunskem sistemu, imamo predvsem v mislih močan imunski sistem. Ampak kaj je to močan imunski sistem? Vsak si predstavlja to po svoje, predvsem pa seveda tako, da sami uspemo preboleti neko značilno sezonsko virusno okužbo dihal s čim manj posledicam. In načeloma pod močan imunski sistem imamo najprej v mislih imunski sistem, ki je primerno odziven. To pomeni, da se odzove pravočasno, ne premočno, kar tudi vodi k močnim simptomom, in ne preblago, kar pa pomeni, da seveda ne uspe dobro upraviti z mikrobi, ki povzročajo težave potem na dihalih in nam grenijo življenje. Skratka, težava, imunski sistem, ki se ne odzove pravočasno, je nekaj, kar želimo preprečiti tudi seveda z mnogimi ukrepi, predvsem na naši strani, tisto, kar lahko naredimo sami. To pa pomeni predvsem primerno spanje, neka spalna higiena, da spimo dovolj časa, da ni toliko stresa prisotnega, kajti kronični stres, povečanje stresnih hormonov znatno vpliva na odzivnost imunskih celic, potem seveda kajenje, ki, kot vemo, lahko tudi povzroča težave z dihali, pa potem hormonske spremembe, primerna hrana in pa ne navsezadnje nekaj, na kar ne moremo prav vplivati, je pa seveda starostni razvoj. Pri otrocih vemo, da se imunski sistem šele dobro uči, pri starejši generaciji, zlati generaciji, da rečemo, pa imunski sistem včasih ne odreagira tako pravočasno in tako, kot bi bilo potrebno. In tukaj seveda si lahko pomagamo veliko tudi sami z učinkovitim zdravilom, kjer je bil v ospredju predvsem švicarski naturopat Alfred Vogel, ameriški slamnik, kot osnovno rastlino, ki nam pomaga pri izboljšanju imunskega odziva. Zato je pred več kot 60 leti razvil zdravilo Echinafors. Echinafors je posebno zdravilo, tudi uradno zdravilo, pri nas je registrirano pri Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke. Je pa zdravilo, ki vsebuje prav posebno kombinacijo, in sicer tinkturo iz korenin ameriškega slamnika in pa celoten nadzemni del rastline, ustrezno farmacevtsko pripravljeno, standardizirano in pripravljeno tako, da je v obliki, ki dokazano deluje, učinkuje in podpre ustrezen imunski odziv. Tako vemo, da pri jemanju Echinaforsa preventivno okrepimo imunski odziv na virusno okužbo dihal, zato obstaja veliko kliničnih raziskav. Na drugi strani vemo, da je imunski odziv primeren, ni preblag, ni premočan. Tudi ta imunomodulatorni učinek, kot mu pravimo, je pri Echinaforsu dokazan. In tretji zelo pomemben del delovanja Echinaforsa je, da je dejansko zdravilo, ki zmanjša pogostnost zapletov pri značilni virusni okužbi dihal, ki se kažejo lahko kot bronhitis, sinusitis, pri otrocih vnetje srednjega ušesa ali pa pri starejših mnogokrat pljučnice. Skratka, to so področja uporabe zdravila Echinafors, ki ga lahko uporabljamo preventivno. Takrat govorimo o dolgoročni preventivi do 8 tednov. In če je okužb več v tem času, lahko po nekaj-dnevni prekinitvi tako terapijo ponovimo, ali pa, ko se nas okužba že loteva. Takrat jemljemo Echinafors v povečanem akutnem odmerku vsaj 5 dni in nato še 10 dni z manjšim odmerkom, da se taka okužba ne ponovi ali ne zaplete, kot sem že uvodoma povedal. Skratka, Echinafors že 60 let preizkušeno krepi imunski odziv in nam pomaga pri boju proti virusu.